pozdrav tudi v imenu Zadružne zveze. Tako kot je Robert rekel, tudi mi smo sodelovali pri prvih dveh pripravah programa razvoja podeželja intenzivno z našimi predlogi, pripombami, jih posredovali, nekatere so bile vključene, nekatere niso bile vključene. Enako se je zgodilo potem, da ta tretja verzija programa, ki je bila sprejeta, je bila tudi nam predstavljena potem, ko je bila že posredovana v Bruselj. Jaz zdaj ne bi se toliko osredotočila na te ukrepe, ki jih je Robert predstavil in so vezani izključno na kmetije, ampak bi mogoče izpostavila nekaj teh ključnih ukrepov, ki smo jih pa kot Zadružna zveza izpostavili in so pomembne za zadruge. Gre predvsem v ukrepih informiranja, gre predvsem v ukrepih svetovanja, ker menimo, da je potrebno svetovanje razširiti tudi na področju podjetniškega, poslovnega povezovanja. Potem na področju demonstracijskih projektov so pomembne demonstracijske kmetije, ampak poleg tega tudi predelava, povezovanje, da se vključi tudi to v sam program podeželja. Zelo velike napore smo pri nas vlagali na področju organizacij proizvajalcev, kjer smo skušali prepričati ministrstvo, da je potrebno ne samo ustanavljati neke nove organiziranosti, neke nove organizacije proizvajalcev, ampak se potruditi najti tudi rešitve in krepiti obstoječo organiziranost, povezovati obstoječo organiziranost, recimo v neke oblike zadrug druge stopnje, tako na področju mleka, zelenjave in pa drugih kmetijskih proizvodov. Zelo veliko naporov smo vlagali v to, da se vključi v sam program kolektivne naložbe, ki povezujejo posamezne pridelovalce v zadrugah, bodisi posamezne zadruge. Tukaj nam je delno tudi uspelo v samem programu. Želeli smo, da bi bolj bile vključene zadruge tudi v ukrepe, ki so vezani na področje gozdarstva. Tu uspešnost ni bila ravno v celoti zagotovljena. Velike upe pa polagamo tudi na ukrep sodelovanja, kjer je predvideno kar precej denarja in kjer bi bile dane možnosti, da se okrepi organiziranost, ki je na podeželju. Mi smo veseli, da država razume, da je zadružništvo nekaj, kar je pomembno in se širi to zadružno organiziranje in pa spodbujanje zadružništva tudi na druga področja, kot je socialno podjetništvo, potem razne druge oblike podjetniške dejavnosti se želijo organizirati, kot so delavske zadruge, pa zobozdravstvene in podobne zadruge. Moram pa reči, da nas pa res skrbi, to, kar je tudi Robert že uvodoma povedal, ukrepi na področju kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil, potem ukrepi iz OMD-ja, mladi kmetje, predvsem nas skrbi, kaj se bo dogajalo z gorsko-višinskimi kmetijami, kjer vemo, da pogoji niso enostavni, da potrebujejo pomoč, če želijo tam ohranjati kmetijstvo in pa obdelano podeželje, poseljeno podeželje, ki bo zanimivo in atraktivno tudi za turiste in pa pač tiste, ki prihajajo na podeželje. Tako da zato je naša pobuda, prav je, da je bil program potrjen in da se lahko začnejo izvajati uredbe in ukrepi, bomo pa vsekakor si prizadevali in pa zahtevali čimprejšnji popravek tega programa v smeri, ki bo zagotavljal tudi izpolnitev in omogočil kmetovanje in pa čim boljšo izkoriščenost pač sredstev, ki so v samem programu razvoja podeželja na voljo, ki bojo zagotavljala našo prehransko varnost, zagotavljala poseljeno, obdelano, organizirano in pa življenja vredno podeželje. Toliko za uvod, potem pa sem na voljo tudi za vprašanja. Hvala. Naslednji je gospod Redek, sindikat.